Čin, čin. In kako ti svetuješ, to pravilno moram piti, povohati? Ja, ponavadi se povoha, da se vidi, če je napaka na zamašku ali pa kaj ne. In kako čutiš ta napako? Smrdi, ne, zdaj ima prijeten von. Če bi pa bil zamašek ali pa da ne bi bila steklenica vrela, pa na nos je že ni prijeten. Tako čudno po starem papiru, ponavadi je zamašek po mokrem starem papiru. Sem slišala tudi, ko je že nekaj časa stoji flaša, da mora biti v tisti zamašek pokrit z vinom. Ja, v redu je pri plutastih zamaških, da se skladiščijo steklenice leže, da je zamašek vedno pokrit. Zato mi tudi, ko imamo tu razstavljena vina, se vsa vina iz regalov dajo v hladilnike, pa se sveža iz skladišč prinese, da so vedno sveža vina tu, da ne bi prišlo do tega, da se vina pokvarijo. In tiste nekateri ljudje, ki kolekcionirajo vina, oni potem rečejo, da z nekim zvoskom potem pokrivajo. To je ena od steklenic, ki je povoskana. To je vosk? Ja, to so ponavadi... Se misla, da kot od sveče bo... Ne, ja, se v bistvu je, to je ponavadi pri vinih višjega cenovnega razreda, se zavoska, da glede na to, da je vino zrelo, da ohrane neko svežino, da ga zapremo, ker pluta diha. Vosek pa ne. Vse je zamašek, ampak to je pluta zamašek, to pa je navojni zamašek. Pol pa še obstaja pri petnatih, druge več ne, so pa kronski zamaški. Si mislila, da to so samo za pivo? Ja, ne, so še, ampak samo pri petnatu. Pa tudi penine pa šampanjci so, ko se napolnijo prva runda, so tudi z temi. Pri degužaciji pa se kronski zamaški odstranijo, pa se vstavijo plutasti. Torej, mi povohamo, potem pa v restavraciji dajo probati, ali vam všeč vino ali ne. Res je. In torej, če ni všeč, lahko ga zavrneš ali kako? Lahko ga zavrneš, ne. Samo zdaj, če vino nima napake, ne, pa si ti pri odločitvi, bom rekel, sprejel napačno odločitev, ne, ko si se odločil za vino. Ni to gostinec ali pa natakar kriv, ne. Ampak ja, dejansko, ni ti vino všeč, ga lahko zavrneš, ja. In če probaš, torej to probaš, ali je sveže, ali v redu, ali kako? Ja, v bistvu se, ko si že naročiš, verjetno veš, kaj si naročiš, ne, ampak ja, probaš, če je vino, ti ustreza. Koliko časa to traja, da se naučiš? Ker včasih v tistih modnih restauracijah prideš, povohaš, ja, v redu, sam nič ne razumeš. Ja, 80% ljudi gre na isto foro, ne. Če ne ve nekdo, kaj bi k hrani, ko prije v restauracijo, da prosi natakar oziroma someljeja, če ga imajo v hiši, da mu on svetuje. Ker oni, bom rekel, delajo s tem vsak dan, pa točno vejo tudi, mogoče kaj ni popravilo, pa oni ugotovijo, da se v redu skladno za hrano, pa ti oni priporočajo. Vidim, da si čist v tisti temi ti bil všeč. To je tako dobro, če človek ima neko tako strast do dela. Kdaj si to začel in kakva tvoja zgodba? Ideja za to vinoteko se je porodila pri 15 letih. To je bila moja življenjska želja, ne. Pol pa sem po očetovi smrti, pa sem začel se ukvarjati z prodajo vin in s tem tudi pol, bom rekel, je prišlo do realizacije vinoteke, ker sem rekel, da zdaj, če hočeš uspešno prodajati vina gostincem, pa tudi ostalim ljudem, da je vrejo, da imaš nekje, ko lahko to vidijo, ko lahko to probajo. Zdaj v avto ne moreš ti vozi 30-40 steklenic, da ljudje probajo, ne, pa vedno sveže odpirati. Pol pač je bila v bistvu ta vinoteka zamišljena kot showroom za veleprodajo. In ko si začel, si šel nekam se učiti ali si že Ja, imel v bistvu someljejski tečaj sem naredil pred 15 leti. Pred 6-7 leti sem še naredil V-set, ampak v bistvu jaz mislim, da ni toliko pomembno izobraževanje, koliko je pomembno, da te neke stvari zanimajo in da dejansko greš z trendi tudi naprej, ne. In moraš iti po sejmih, moraš probati vzorce vina, ker vsako začne piti vina, ali pa bom rekel večina, jim so slajša vina bolj všeč. Ampak v bistvu jaz mislim, da se okus ne spreminja, ampak se izoblikuje. In ti točno veš, kaj ti paše in kaj ti je všeč, ne. Koliko časa to moram hoditi in probati, da malo razumem? Ja, zdaj odvisno, koliko te zanima, ne. Nekateri, bom rekel, nimajo nobenih izobrazb v tej smeri, pa imajo ful razvite brbončice, pa okus, pa bom rekel tudi fantazijo, ne. Ker ko mi govorimo pri kozarcu vina o oreščkih, o sadju, o nekih vonjih, ne,
je to malo povezano z fantazijo. Ne? Ker ko ti nekdo reče, ne vem, marelica, ti nisi vedela, da je marelica, bolj pa rečeš, ja, res je marelica. Ne? Malo bom rekel, je to povezano s fantazijo. Ja, več vzorcev probaš, bolj se ti tudi čuti razvijajo. Ne? Sem videla, da ti veliko potuješ Ja, z vinom, tako kot degustacije, res je. Kakšna država ti je bolj všeč? Če sem pa čisto iskren, je pa Francija, ker moja največja ljubezen med vini so šampanjci. Ne? In ko pravijo, da penina je za zajtrk, Ja, misliš? jaz mislim, da je to res. Da vsi pijejo za zajtrk kavo, pa ni sporno. Če pa bi nekdo rekel, da bo za zajtrk kozarec penine, bi ga pa vsi čudno gledali. Jaz pa mislim, da je to čisto isto. Ali spiješ kavo ali spiješ kozarec penine. A mogoče je kakšna vrsta, naprimer sladko vino na mesto deserta? Zakaj ne bi mogoče kdaj pri, rečem, sedemhodni meni v restavraciji na mesto sladice si naročil nek predikat. Pa popiješ kozarec predikata, lepo ti ostane v spominu ta okus. Kak je pa je tvoj osebni odnos do špricerjev? Če ne bi bili v štajerski prestolnici v Mariboru, jaz v vinoteki ne bi imel špricera. Danes tudi špricer kot špricer ne točimo, ampak prodamo stranki kozarec vina in stekleničko mineralne vode. Če boš šla vprašati večino vinarjev, večino vinoljubcev, katera sorta je značilna za Štajersko, ne bojo ti vsi rekli Sauvignon. Jaz pa mislim, da vseeno je tu doma laški rizling, pa renski rizling, tipična značilnost renskega rizlinga. To imamo renski rizling 2015. Še vedno saden pa svež, se pa čuti v njemu že malo parafina. Za kozarec 2 je pa to, jaz mislim, da res vrhunski rizling. Sem opazila, da imate različne prigrizke. Tista šunka je od... Filipa Fliserja. V bistvu zgodba se je začela tako. Enega dne je prišel Filip z njegovo partnerko. Sem se odločil, da bom naredil pohorsko šunko, ker tudi v Krajšbergu, ko je bil svetovni prvak, je bila tema pohorska šunka in on je rekel, da je to vse od pohorske šunke. In tako je rekel, da pol svojim privržencem v bistvu vrne, ker so navijali za njega in jim to pohorsko šunko tudi naredi. In v bistvu včeraj smo imeli prvo uradno predstavitev pri nas, ki je bila, mislim, da uspešna in za njega in za nas. Od jutri naprej pa se tudi prodaja v naši delikatesi. Koliko časa že deluje vinoteka? Vinoteka bo 23.6.2023 imela drugi rojstni dan. No, iskrene čestitke. Čin, čin.